Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, z nami je Gašper Troha iz oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. In danes se bomo pogovarjali o knjigi Lojzeta Kovačiča Pet fragmentov, ki bo pri založbi Beletrina ponovno izšla. Lojze Kovačič, velikan slovenske literature, pri Beletrini obeležen že z, če omenim mogoče najpomembnejše knjige Prišleki, zdaj že v drugi izdaji, Otroške stvari, Zrele reči in seveda Kristalni čas. Tokrat pa 5 fragmentov. Pa mogoče preden se konkretno malo bolj tej knjigi posvetiva, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem pogledal tudi tale zbornik, ko ste ga uredili, Lojze Kovačič, Življenje in delo, iz leta 2009, če se ne motim. In je zanimivo v tistem prispevku naredite nek panoramski pregled, kako je zdaj stanje glede prevodov, recepcije Kovačiča v tujini. In sem zdaj opazil, da je v bistvu zdaj prav v zadnjih letih so Prišleki tudi v hrvaškem prevodu, če se ne motim, italijanskem, angleškem. Tako da bi lahko rekli, da se je zdaj Kovačič že kar bolj zasidral kot takrat v času pisanja tega zbornika. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Lojze Kovačič je pravzaprav ena zelo enigmatična figura v slovenski literaturi. Zaradi tega, ker naprimer, to je bila neka izhodišče za ta članek, ki sem ga pisal zdaj v tistem zborniku, ko je bila ta milenijska histerija, in so zbirali najboljše romane stoletja in tisočletja in tako naprej, so bili prav Kovačičevi Prišleki izbrani za najboljši roman vseh časov slovenske literature. In on pravzaprav kot avtor, ki je izrazito izstopal iz te slovenske literarne srednje produkcije, ker je bil slovenski avtor, pa hkrati neslovenski avtor. Se pravi, njegova življenjska zgodba je seveda izrazito specifična. Nekdo, ki pride iz Švice, ki ne zna slovenščine, se nauči slovenščino kot 90-letnik, zdaj malo me boste sigurno popravili, in postane seveda en osrednjih slovenskih pisateljev z mentaliteto, ki nikakor ni slovenska, ampak o tem bova sigurno potem rekla še kakšno dodatno. Kar je bilo pa nenavadno, je pa to, da se je on sicer potem v 70-ih, 80-ih letih kar dobro uveljavil v Sloveniji, izdal seveda vrsto knjig, bil uspešen, prepoznan, nikakor pa ni dosegel tega statusa, kako bi rekel, nekega nacionalnega literata, ki naj bi ga Slovenija promovirala v tujini. Čeprav se je zdelo pravzaprav, da je on ustvarjen za to. Zakaj, ni povsem jasno. Ali je bil on človek, ki te promocije enostavno nekako ni znal speljati, ali pa je bil neka teza, v kateri seveda lahko samo ugibamo, toliko drugačen, da sta slovenska scena nekako se ni odločila, da je to tisti konj, na katerega bi se stavili. Izrazito drugačen, recimo kot Drago Jančar, ki je bil avtor, ki smo ga zelo intenzivno promovirali v tujini. Kljub temu je pravzaprav Lojze Kovačič okrog leta 2009 v nemško govorečem prostoru kar naenkrat eksplodiral. Skratka, prišel je nek avtor, ki je po eni strani deloval nekoliko Joyceovsko, modernistično, skratka zahodnoevropejsko in moderno, hkrati pa je prihajal iz bivše Jugoslavije, iz socializma in je pisal seveda o zgodovini, pisal je zgodovinske freske. In tu je bilo v teh nemških kritikah zaznati, tukaj je nek avtor, ki ne govori resnico o nekdanji Jugoslaviji, o pravzaprav neki kompleksni situaciji, ne po preproščeni, kakor je bilo morda zahodnjaški pogled na Jugoslavijo za časa socializma, niti pač nek pogled, ki se je potem prodajal po letu 90. Ampak nekaj, seveda, kar je bilo veliko bolj kompleksno in kar je kazalo
pravzaprav neko optiko roba. Se pravi, Kovačič je ves čas bil marginalc, on nikoli ni mogel priti v center, vedno je bil s to svojo neodvisno, svobodno držo, pravzaprav nekdo, ki je bil na robu in je gledal družbo in je seveda lahko o njej zelo natančno pisal in to nas je fasciniralo. No, in kar je bilo takrat v zraku in kar se je meni zdelo, da se bo zgodilo, je, da bo počasi seveda Kovačič postal prepoznan kot tisti osrednji avtor, recimo temu, slovenske literature tega časa. Imel je pa seveda to nesrečo, da je v tem času bil že zelo star in bolan in na nek način ni mogel takrat, ko je prišlo do tega prepoznanja, držati korak v tem smislu samo promocije, hoje na različne literarne festivale, skratka literarne dogodke, to, kar danes dela literarne zvezde in ves ta show biznis, ki se gre zraven. Tako da po eni strani seveda me veseli, da se prišleki prevajajo, da se ta njegova literatura širi, ampak v bistvu je priložnost na nek način zanj zamujena kot avtorja v tem smislu zvezde. Seveda njegova literatura pa prav gotovo ostaja aktualna in je aktualna tako pri nas kot v tujini. Ja, in ta njegov opus je dejansko monumentalen. Zdi se, da je v bistvu skozi življenje se po eni strani vedno znova vračal k lastnemu življenju, bil pogojno rečeno arheolog življenja Lojzeta Kovačiča, ga odkrival sam pred seboj, vedno znova reflektiral in na prav nek specifičen način se je v bistvu tukaj formirala ta vez med avtorjem in delom, ker to delo je bil avtor sam, a hkrati nekako kataliziran skozi ta proces pisanja, ubesedevanja. In če pogledamo pogojno, spet kronološko rečeno, so lahko prišleki neka vstopna točka, pač trilogija, prva knjiga pred drugo svetovno vojno, druga knjiga druga svetovna vojna, potem pa obdobje neposredno po drugi svetovni vojni. Potem lahko preidemo v roman Resničnost, kjer opisuje svojo izkušnjo jugoslovanske vojske in ko se pač tematika vojske znajde v rokah literatov, vemo že od Švejka naprej, je stvar vedno tragikomična. In potem pa znotraj te improvizirane časovnice pa lahko govorimo o teh 5 fragmentih. To je pa tisto obdobje, kjer Kovačič poskuša nekako zaživeti to svoje polno življenje. Vemo, da so ti fragmenti v resnici, naslov je morda malce zavajajoč, zato ker fragmenta sta v resnici samo 2, ne? In potem ta tretji fragment, knjiga Basel, to njegovo vračanje nazaj v rojstno mesto, to nekako zaokroži. Ne? 4., 5. fragmenta ni, pa tudi nasplošno se zdi, da je ta njegov literarni pristop nenehno lovljenje teh fragmentov in en poskus sestave v neko smiselno celoto. Pa se zdi, da tukaj ni bil problem v tem, da bi Kovačiču zmanjkalo časa, da bi bil premalo plodovit avtor. Tudi če bi imel še več teh življenj, celote najbrž nikoli ne bi dosegel. Ne? Ja, dali ste celo vrsto iztočnic. Če najprej v teh fragmentih. Ja, fragment je pravzaprav ustvarjalni princip Lojzeta Kovačiča. On je pisal pravzaprav kot nekakšen dedič modernizma, Joycea. To se pravi tega pogleda, ki subjekta, ki pravzaprav zgodbe ni jemal več kot nekaj zaokroženega, ampak nekaj, kar je resničnost oziroma neka fikcija, ki se vzpostavlja zgolj skozi pripovedovalca. In v Kovačičevem primeru je to avtor sam. Avtor sam, ki se obsesivno ukvarja sam s sabo, s svojim življenjem, pri čemer imamo seveda tudi te neke zanimive podrobnosti. On je namreč v tem svojem opusu opisal
praktično celo svoje življenje od spočetja. Ne? On v otroških rečeh začenja z svojimi spomini na porod. In tudi razlaga, da je pač po nevroznanosti to mogoče in kako se on tega spominja. In spomnim se pravzaprav tudi lastne fascinacije, pa ne samo moje, ampak številnih raziskovalcev, kako je sploh mogoče, da je nekdo toliko, bi rekel, ima en stik sam s sabo, da se spomni takih podrobnosti. Ne? In toliko daleč nazaj, da ima vse te spomine, da lahko to razmišlja, da lahko pravzaprav to opisuje. Zdaj, koliko je tega pravzaprav autobiografskost? Definitivno ne. Koliko natančen je ta spomin in koliko je pravzaprav on iz nekih, rečemo temu, izhodiščnih točk potem razvijal vendarle neko zgodbo, ki je bila konsistentna, ki je pač seveda izhajala iz kasnejšega obdobja, ko je on razmišljal o očetovi smrti, o seveda vseh stvarih, ki so se mu dogajale skozi prišleke, o stvarih, ki so se mu dogajale v 5 fragmentih in tako naprej. A ne? To je zdaj drugo vprašanje. Verjetno je kar veliko tega avtorskega poseganja noter, ne? Ampak je pa fascinanten, zato ker je pravzaprav s tem svojim načinom skrajno iskren in bralca enostavno zagrab in ga pelje in ga ne spusti in ga pravzaprav okupira do konca. Ne? In to je ta genialnost Lojzeta Kovačiča. Tako da 5 fragmentov, ja, ki nikoli jih ni 5, ne, so pa definitivno fragmenti, ne? Se pravi, na nek način nek poskus, kako razumeti življenje, kako razumeti samega sebe, odkot je prišel, do kam je prišel in kam lahko gre. Ne? In tukaj seveda se nam podpira neko zelo široko in izredno zanimivo polje, ko začneva govoriti o odnosu Lojzeta Kovačiča ali pa rečeva celo avtorja, pripovedovalca, celo bolj, kakor morda konkretnega človeka, čeprav je bil seveda v resnici zelo zanimiv človek, in njegovega odnosa do sveta. Ta je pa seveda izredno kompleksen, vendar zanimivo se kaj dosti ne spreminja. Ne? Tako nekako pol pogledaš njegov celoten opus, ima seveda različne modalitete, ima pa ves čas pravzaprav eno osnovno potezo. Saj jaz tako mislim, da rečem, da zdaj vsi delimo to mnenje. In ko sem razmišljal o tem najinem pogovoru, se mi je zdelo, da je to ta ključna točka, ki jo moramo omeniti, ne, ki je pravzaprav ključna tudi za današnji čas. Ne. Lojze Kovačič je bil človek, za katerega bi lahko rekli, da mu je šlo v življenju vse narobe, hkrati pa je prva in edina stvar, edina ne moramo reči, ampak najpomembnejša stvar v življenju pa mu je bila njegova osebna svoboda. In zdaj, da to malo razložim, kako to, kaj s tem mislim. Ne. Se pravi, on je človek, ki se rodi v zelo bogato ali pa vsaj relativno bogato slovensko-švicarsko družino v Baslu. Se pravi, rodi se očetu krznarju, ki je tako bogat, da ga Švicarji takrat prosijo, da bi vzel švicarsko državljanstvo in živi v nekakšni vili sred Basla. Pride ekonomska kriza leta 1929, oče posoja denar za Jugoslavijo in podobno. Skratka, oni finančno popolnoma propadejo in že v Baslu seveda se selijo vedno bolj revne hiše, dokler niso popolnoma obubožani in iščejo rešitev tako, da se preselijo v Slovenijo. Se pravi, ta otrok, ki sred Basla pravzaprav se rodi v neko bogatijo, postaja vedno bolj reven, pa vendar živi v nekem urbanem okolju, sanja o Indijancih, je samo svoj, že takrat vemo, da beži iz šole in skratka rajš gleda reko, kot se uči. Tako, že ima takoj probleme s sistemom, takoj ta neka svoboda. Pride v verjetno neko vas, za katero ne vi, ne jaz, ne veva, kje je, tudi Cegelnica, nekje na Dolenjskem, pač nekaj blazno zabačenega, kjer je, to milje daleč od kakršnega koli življenja, ki ga je on imel v Baslu, kjer ne zna jezika, oče se preseli v Ljubljano, on ostane sam, tam ga malo tepejo, skratka, on je v neki popolni stiski, vržen iz tega sveta in vendarle v tej nemogoči situaciji, mora se zboriti
za svoj obstoj, za svoj prostor tega subjekta. Ne? In tukaj se že pokaže ta svoboda. On enostavno si stvari vzame. On gre v ta svet in se tepe in brca in tako naprej. Ne? In potem, če greva čez prišleke, seveda poznamo to njegovo zgodbo, ki je grozna. Ne? Oče mu umre sredi vojne, mama in sestre so deportirane, ker so nemško govoreče oziroma tako rekoč Nemke. On po spletu naključij ostane v Ljubljani, ampak sam. Ne? Se pravi, sam, potomc Nemcev, vsaj na pol, sicer zelo reven, kar je za ta komunizem še kar nekako bilo v redu, ne? Ampak vsekakor na pol sovražni element. Ne? In on spet se znajde. Ne? Spet je pravzaprav on v tej sirotišnici, ne, v Aloizianumu, pravzaprav tisti, ki beži, ki si jemlje to svobodo, ki opazuje seks, skratka, odkriva svojo seksualnost in tako naprej. Dokler ga ne pohopsajo in peljejo v JLA. Seveda spet situacija, ki je za njega nemogoča. Ne? In ta znani prizor, ne, ko on, kot mislim, da je tam desetnik, skratka, odpelje svoj vod od kotla, kjer morajo jesti ljuto papriko v Makedoniji, kjer je 40 stopinj, to je približno tako, kot zdaj tukaj v Ljubljani. Ne? Se pravi, spet ne, v nekem okolju, ki je blazno strukturirano, on naredi nekaj popolnoma norga. Ne? Se pravi, on uveljavlja svojo svobodo ne glede na posledice. Posledice so seveda katastrofalne, on mora tam čistiti stare granate, vsake toliko časa koga raznese, njega ne, pride nazaj v Ljubljano in je pravzaprav klošar. Ne? Sreča, zdaj spet življenje mu pa ponuja pravzaprav ves čas neke rešitve, ne? Sreča bivšo partizanko, se z njo poroči, začne neko življenje in potem si reče, v redu, zdaj nekako se uredil, ne? In smo pri 5 fragmentih, kjer on pa seveda že v pionirskem domu uči lutke, skratka nekako se je formiral. In zdaj pa tukaj ta istočnica, ki ste jo prej rekli, ne zdi se, da bi imel premalo časa, ne? Ker je pisal dolge knjige, pa vendar je pisal fragmentarno. Ne? To sicer ni čist res, ker on sam govori, ne, da je imel absolutno premalo časa, ne, in je vstajal ob 4 zjutraj in je 3 ure pisal in potem je šel v službo in je rihtal familijo in potem zvemo še marsikaj drugega. In zvečer spet v poznih večernih urah pisal in tudi govori o tem, ne, kako je pravzaprav lovil roke, ne, predvsem mislim, da o prišlekih govori, ne, da je moral napisati prišleke dovolj hiter, ker je imel kredit za stanovanje in ga je potem z drugo knjigo odplačal. Tako da to je zelo zanimivo, ne, ampak zdaj ta spomnim se, ko sem to prebiral, ne, pa se mi je zdelo, okay, zdaj, po vseh teh groznih kolobocijah, zdaj njemu približen rata, ne, in tako naprej. On ima službo, ima 2 otroka, 2 sinova, ima to ženo, nekako stanovanje dobijo, ne, nekako se postavijo. In potem to bereš, ne, in ne, Lojze, ne. On ima potem 3 ženske hkrati. Se pravi, žena mu umira, on hodi k njej v bolnico in jo tam neguje, hkrati ima prvo ljubico in potem še eno sreča, ne, in tako naprej. Skratka, človek, ki je fascinanten ravno s to svojo avtentičnostjo. Ne? Če hočemo reči, in ta avtentičnost je pravzaprav stik s samim sabo. Ne? Se pravi, on kljub temu, da je bil popoln marginalc in da je živel neko življenje, ki bi se rekel, da je bil čist, bi rekel, neprimeren za okolje, ne? Pa vendar on se postaja zvest. Ne? In to svojo svobodo, in to zapravim, ne, ta aktualnost, ne? To, kar imamo zdaj, ne, te restrikcije, pa moramo to paziti polno. Ne. Lojze, ne vem, kva bi naredil, če bi bil še živ. Ne. Najverjetneje nekaj popolnoma norga in nekaj v smislu, ne morete me zapreti, ne morete me omejiti. Ne. Ta njegov libido, ta njegova svoboda, ta njegova niti ne samovolja, ampak enostavno, kako se temu reče, uniqueness, ne? Se pravi, edinstvenost, ne? Je bila tukaj brezpogojna. Ne? In on je ravno zaradi tega se spuščal v stvari, ki se nam mogoče zdijo na prvi pogled z družbenega stališča tako rahlo sporne.
so pa seveda pustolovske, so skrajno iskrene. In kar pa je na nek način fascinantno, se pa zdi, da je on skozi vse to, ne glede na to, kaj je počel, morda so to pač nekoliko sporna, neetična dejanja, ampak on je bil v tem toliko iskren, da mu pravzaprav ne moreš zameriti. To je ko to bereš, imaš občutek, da je to pravzaprav izraz neke življenjske sile, neke življenjske sle, ki bruha iz njega in je to neko polno življenje, ki si ga verjetno vsi želimo. Ja, absolutno. Mislim, zelo se strinjam s tem, da kot bralec, kot bralka, človek ne more gojiti neke antipatije. Prav nasprotno, pač gre za neko empatično uživanje v tega junaka. In tudi, kot ste rekli, človek je vendarle skrbel za svojo bolno ženo, in tukaj pač ohranil neko etiko, ostajal zvest samemu sebi. Se mi pa zdi, da ta nek osnovni vitalizem, ki v njemu nekako nikoli ne usahne, mogoče spominja na neko to osnovno, primarno, antično, filozofsko držo. Držo v smislu nekega čudenja, kjer človek v bistvu ohranja nek reflektiran odnos do stvarstva v smislu, da prav ta čud ohranja tisto draž, ko lahko pač v vsakdanjem vedno nekaj novega vidimo, vedno neki novi zorni koti. In tudi Kovačičevo življenje nikoli ne zapade v neko samoumevnost, nikoli ne zapelje po nekih tirnicah, nekih kalupih, čeprav mu sistem to velikokrat ponuja. In mu prav eksplicitno pač tudi pove, poglej, to je tista lažja pot, bil boš oboževan, imel boš standard, ne boš imel težav, samo pač pokori se, samo to hočemo. In to je pa tisto, česar pač Kovačič nikakor ne more. In, ja. Zaradi te avtentičnosti. Čeprav jaz bi tukaj se strinjam s tem, da gre za to čudenje, to je njegova pripovedovalska pozicija. On je ves čas na svoje življenje gleda kot na nekaj, kar je zdaj videl. On je seveda vse to doživel, ampak ko opisuje, kot da je, recimo pri prišlekih je to še bolj jasno, ker je to otrok, ki gleda in si misli, kaj pa je zdaj ti, kaj pa ti Nemci okrog, kako pa je to, se to ne razume čisto popolnoma. Medtem ko pri 5 fragmentih je seveda to že veliko bolj jasno. Se pravi, njemu so stvari jasne, ampak je ta pozicija seveda še vedno to osnovno čudenje. Ampak tukaj, ko pa govoriva o odnosu Lojzeta Kovačiča do življenja, se mi pa zdi, da je treba iti še korak dlje. In tukaj imam jaz eno metaforo, ki ni iz 5 fragmentov, je pa iz otroških stvari. In tam je on opiše eno sceno, ko kot čist mehen otrok leze na nek vodnjak. In on je premehen in premalo spreten, da bi gor zlezel, in leze in vedno dol pade. Ampak on leze še naprej in leze v neskončnost. In ta podoba pravzaprav človeka, ki kljub temu, da vedno pravzaprav mu spodleti, vedno znova vstane in gre za tem svojim idealom, za to svojo avtentičnostjo in s to svojo svobodo. In tukaj mislim, da je ta ključen moment. Ne gre za to, da bi on bil pasiven, to se mi zdi pravzaprav ravno ta bistvena razlikujoča lastnost Kovačičevega opusa od številnih drugih slovenskih prozaistov, da večinoma se je to tudi v literarni zgodovini in teoriji se govori o romanu žrtve, skratka o nekem tem svetobolju, o junakih, o pripovedovalcih, ki čutijo, da so boljši od tega sveta, in zato postanejo pasivni in razmišljajo bodisi o neki preteklosti ali o idealni bodočnosti. Medtem ko Kovačič je seveda nekakšna žrtev, ves čas sistema, ampak on se tega ne čuti se žrtev, pač pa se čuti kot tisti Sizif ali nek junak, ki nenehno se bori oziroma nenehno vstaja in zahteva zase to svobodo. In jaz mislim, da je pravzaprav ravno ta vitalizem, ki ga je v 5 fragmentih pravzaprav največ, dokaže pravzaprav, da je v tem nenehnem poskušanju in v tem
zahtevi, pravzaprav, to ni želja, to je zahteva po tej svobodi in polnem življenju, da je v tem pravzaprav kleč Kovačičevega življenja in njegove literature. Zanimivo je tudi to, da se ga kot paradigmatsko apolitičnega, nepolitičnega avtorja, mislim, to bi lahko bil nek površen pogled, ne? In tudi dejansko ni zdaj mož ga videti na kakšnih okopih družbenih bojev, to pač enostavno ni bil njegov princip. Ampak osebno vendarle mislim, da je to na koncu dneva nek tip političnega avtorja, ker mislim, že sama ta substanca njegovih del, tako kot ste dejali, začel je v neki meščanski švicarski družbi, potem prišel v neko ruralno okolje Kraljevine Jugoslavije, potem italijanska, potem nemška okupacija, jugoslovansko obdobje. In njegovo doživljanje teh menjavanj političnih letnih časov, te klime, se mi je zdelo vedno tako fascinantno, pa mogoče prav en citat, ki mi nekako najbolj pooseblja to nasilje neke ideologije nad realnostjo. Takole pravi: "Ni je sile, ki bi bila tako izpostavljena propadanju, kakor misel, kadar se spremeni v dejstvo." In se mi zdi, da vsi te režimi, ki pač se rojevajo, dosežejo nek svoj vrhunec, pa začnejo propadati, osificirajo, atrofirajo pred njegovimi očmi, odražajo to, neko nasilje nad realnostjo, in tudi tukaj se lahko pač seveda človek še kako naveže na današnji čas. Ja, absolutno. S tem, da on je političen avtor, ampak ne zato, ker bi on hotel biti političen. On je absolutno apolitičen človek bil. Sprav, 5 fragmentov je absolutno neka knjiga, ki govori samo o njegovih intimnih stvareh. Seveda pa na ozadju tega njegovega življenja so pa številni politični sistemi. In politični sistem že v osnovi seveda hoče človeka omejiti. In on s tem svojim vitalizmom to vedno sesuje. Še več, on pravzaprav pokaže, se pravi, eno je to, da sistem sam ne funkcionira proti posamezniku, pa se mi pa zdi, da je še druga stvar, ki je na nek način morda politična v njegovih delih, to je pa vprašanje deziluzije. Se pravi, pri njemu veš vedno ta cikl pravzaprav neke podobe, ki se gradi, ne bo to družina, in hkrati že propada. Tako, kar je rekel, ta misel, ki postane dejstvo, je takoj in ta ideja, pravzaprav, ki potem v realnosti vedno se pokaže kot nekaj nasprotnega, je pa politično dejstvo. Vsi politični sistemi, vse politične ideje pravzaprav se začnejo kot velika ideja in potem na koncu v realnosti se pokažejo kot nekoliko manj simpatične. Tako da v tem smislu je pravzaprav Lojze Kovačič političen avtor, ampak političen avtor za vse čase. Se pravi, tisti avtor, ki proti sistemu, proti kakršnem koli ukalupljanju postavlja posameznika, njegovo svobodo, njegovo avtentičnost. Mogoče tudi tak zanimiv biografski detalj, da je mogoče za to njegovo življenje se je zaokrožilo. Umrl je 1. maja 2004, ravno na dan vstopa Slovenije v Evropsko unijo. In mogoče ta simbolni eksodus iz Evrope se potem nekako strne z vrnitvijo v Evropo, če smo v paradigmi, da nekaj je Evropa, nekaj ni, kar mislim seveda, da je treba biti zadržan do tega, ampak vendarle ne. Tukaj smo zelo na tankem ledu. Se pravi, mi raziskovalci smo imeli, ali pa bom govoril zase, skozi smo na nek način čakali ta krog. Najprej smo ga videli v Baslu, ko se on vrača, ampak ta vrnitev pravzaprav ni pojasnjena celote. Potem smo čakali to v otroških stvareh kot neko izhodišče, ki bi nam razložilo pravzaprav celoten opus. In spet ni bilo tega. Se pravi, še vedno je to fragment, seveda smo dobili neke vzorce, ampak
tukaj ni zaokroženosti. In v zrelih rečeh, polke so bile seveda posthumno izdane iz njegovih zapiskov, ravno tako. Pravzaprav se mi zdi, da Kovačič lahko seveda iz svetovnega dogajanja skušamo neke kroge potegniti, ampak mislim, da je on avtor, ki, kot smo rekli, ga se ga ne da ukalupati in vsak tak krog bi podaril že takoj na začetku. Absolutno. In morda je tudi to neka priložnost, da zaokrožimo, sklenemo našo razpravo, povabimo k branju 5 fragmentov, drugih fragmentov, vseh knjig, ki nas bojo še naprej navdihovale in pač lahko iz njih črpamo tudi za naše vsakdanje skrbi. Beletrina v živo.